Gospod minister, do nedavnega ste bili še podpredsednik stranke, zdaj se vas je Pahor niti ne preveč prikrito, kar dosti odkrito odrekel. Kaj to pomeni za samo stranko? Glede, ne bi se strinjal s tem, da sem je odrekel. No, nimate več nobene funkcije v stranki. Pa imam še funkcijo člana. Zaenkrat mi to zadošča. Jaz mislim, da lahko vse zadeve tečejo od tu naprej, kar se tiče osebnih sodelovanj, enako kot so. Tisto, kar sem pa jaz imel komentarjev na ta izid, je, da se v svetu dogajajo spremembe, dogajajo se tudi v Sloveniji, odrazile so se tudi v rezultatu stranke. Prav bi bilo, da se stranka čim prej usede zdaj s tem novim vodstvom in premisli, kaj to pomeni za celoten kontekst in ali bo stranka vendarle potem, ko nekako ni hotela imeti vsebinske razprave kot stranka, se bo te razprave lotila in oblikovala nek konsens in enoten nastop. Pahor v bistvu nikoli ni imel nekega svojega programa. Celo na prejšnjem kongresu so delegati potrdili Pertinačev predlog kot boljši od Pahorjevega, ampak vseeno so se strinjali, da rabijo Pahorja za zmago na volitvah. Zdaj se Pahor na nek način, vi pravite, se ni odrekel, ampak se je oddaljil od ideologa svoje stranke. Kakšen program ima zdaj ta mlada struja? To je treba njih vprašati. Ta mlada struja je začela nastajati tam leta 1997 v okviru programskega sveta, ki sem ga vodil. Takrat moram reči, da je bila naša skupna ocena, da stranka rabi prenovo, zato da bo lahko leta 2008 zmagala. Mi smo si že takrat ta cilj zastavili in smo ga izpeljali. Vmes so se zgodile marsikakšne zadeve, tudi volitve 2005, volitve mislim v stranki, ki so ob tem, da so zvolile Pahorja kot predsednika in mene kot podpredsednika, zahtevale, se pravi, kongres je zahteval, da si stranka postavi jasen program. Ta program je bil sprejet leta 2006, torej stranka ima program, v tistem programu jasno piše, da je neoliberalizem prišel do svojega vrhunca. To se je tudi pokazalo, program je bil sprejet julija, Bush je na volitvah novembra 2006 že prvič izgubil, mislim republikanci, kar je bil jasen signal, da so se zadeve v svetu obrnile. Mi takrat nismo imeli še poguma niti konsenza to, da bi bolj radikalno zastavili to, kar se zdaj dogaja, namreč, da ukrepimo javni sektor. To je zdaj šele kriza prinesla, takrat tega poguma v stranki ni bilo, smo ga pa mi že, torej to idejo, da je treba ukrepiti javni sektor nasproti trgu, takrat že jasno postavili. To je nekaj v grobem, se pravi, stranka ima program, ti, ki so zmagali, bi ga morali zdaj vzeti v roke in malo brati ali pa priključiti tiste ljudi, ki mislimo, da vemo, kaj treba narediti. Vlačič je v skoraj neverjetno rekordnem času v nekaj mesecih prišel od svetovalca stranke do nekakšnega pop zvezdnika, ikone socialnih demokratov in bodočega, če lahko rečemo, mandatarja, glede na to, da stranka računa na zmago kot Pahorjevega naslednika. Zakaj mislite, da je tako hitro prišel do tega statusa? Patrik Vlačič je kandidiral na kongresu 2005 za člana predsedstva, bil izvoljen, potem je bil del te ekipe, ki je delala program, je skupaj z mano in z ekipo obredil celo Slovenijo, bili smo na par 10 mestih. Potem od julija 2007 se je že kar javno, PR-ovsko spretno predstavljal kot podpredsednik stranke in tako da ni zadeva vezana samo na zadnje 3 mesece. Torej, on je razvil neko ambicijo, je legitimno speljal do konca, dobil podporo na kongresu in to se mi zdi, da je pač del političnega procesa. Aljož Pertinač je rekel, da bo razmislil o tem, če si še želi biti član stranke, ki je ne podpira. Boste vi ostali v stranki? Nimam tako tesnih relacij, da bi moral razmišljati z glavo Aljoša Pertinača. To je stranka, ki sem jo soustvarjal. V njej sem od začetka, od leta 1993, ko je bila ustanovljena, sem bil član predsedstva. Eno obdobje samo nisem bil zraven, to je obdobje od 2001
do 2005, to je tisto obdobje, ko je stranka šla navzdol. Potem, ko sem se angažiral, 2005 sem se angažiral z namenom, da premagamo ta resmo bušizem v podobi Janše na Slovenskem in vzpostavimo neke normalne razmere za to, da Slovenija spet zadiha s polnimi pljuči. To se je zgodilo in zdaj gremo naprej. Si stranka še zasluži ime Socialni demokrati? Ne vem, zakaj se ga ne bi. Okay, hvala.